Pozdravljeni. V preteklih dneh smo bili pravzaprav priča sporu dveh frakcij med tistimi, ki so zagovarjali skladnost sistema DAS pri Mercedesu s pravilnikom in tistim, ki so pravili, da je proti pravilu. Tudi sam sem seveda podal svoje mnenje, a na koncu se je ta spor, ta debata izkazala kot jalovo, kajti ne mi navdušenci, še manj pa mediji nismo tisti, kateri imajo zadnjo besedo pri tem. A po drugi strani menim, da smo zamudili zelo pomembno priložnost namreč. Tudi sam sem priznal, da sistema ne poznam dovolj in lepo bi bilo razmisliti, kako pravzaprav deluje, ali so ostale ekipe sposobne vpeljati podoben sistem do konca sezone in kakšna je pravzaprav prednost, ki jo sistem DAS daje določenemu bolidu. Razlage, katere smo lahko slišali na raznih medijih, imajo v svojem bistvu kar nekaj napak, katere mene osebno ne prepričajo. In v naslednjih minutah bom na hiter in enostaven način skušal razložiti vse te pomisleke. Prvi se veže okrog tega, ali so ostale, posebej tiste najboljše ekipe, sposobne vpeljati podoben sistem do konca sezone 2020. Namreč Mattia Binotto je dal izjavo, da pri Scuderii Ferrari bi rabili tam okrog 6 mesecev, da bi podoben sistem vpeljali na njihovem bolidu. In seveda 6 mesecev pomeni tam okrog velike nagrade Belgije oziroma velike nagrade Italije, saj tako si domišljam sam. In vprašajmo se, ukolikor daje ta sistem res tako prednost, ali ni to prepozno za sezono 2020. O sezoni 2021 bomo govorili takrat, ko bo čas za to. A vprašajmo se nekaj drugega. Je sploh možno, da na primer Scuderia Ferrari oziroma Red Bull sploh uspešno vpeljeta tak sistem na njihove sedanje bolide? Namreč obstaja bistvena razlika med vsemi tremi bolidi in to je v načinu, kje je pozicionirana ta zobata letev, katera v bistvu upravlja vsem sistemom. Pri Mercedesu so bili seveda zviti, vedeli so, kaj delajo, zato je dvojni V11 v sprednjem delu oblikovan tako, da je sistem DAS kar se da na najbolj ugodnem mestu. Poglejmo, ta zobata letev je postavljena izredno nizko in izredno naprej, praktično v idealnem položaju, čeprav na prvi pogled se to morda ne zdi. Po drugi strani, če pogledamo, kako je oblikovano to vpetje na Ferrariju SF1000, vidimo, da je res zobata letev postavljena zelo spredaj, ampak tudi na vrhu tega nosnega dela. Kar glede na pozicijo težišča ni najbolj idealna rešitev, če gremo vpeljevati sistem DAS. Pri Red Bullu so zobato letev res postavili nižje, ampak tudi malce bolj zadaj kot pri dvema konkurentoma. In sedaj je treba razjasniti, zakaj je to tako pomembno. Spomnimo se samo dejstva, koliko vrstic in koliko minut smo zapravili z razpravo o mat barvi. In gre za ubogih 200 gramov. Tu ta sistem smatram, da je malce težji in njegov vpliv na težišče celega bolida in njegovo uravnoteženje je seveda bistveno bolj pomemben kot samo tistih 200 gramov na kompletnem bolidu, kar jih prihranijo z določenim tipom barve. Zato tudi to, kje je ta zobata letev na sedanjem bolidu, ima pomen, kajti če bi jo šli premikati, bi to lahko v skrajnem primeru pomenilo tudi nov tip šasije, nov crash test in novo zamudo, preden bi ga lahko sploh vpeljali na dirko za svetovno prvenstvo. In seveda, sedaj se treba vprašati, ali je ta stvar res tako učinkovita, kot mnogi pravijo. Namreč tista osnovna razlaga, kako zadeva deluje, me v eni točki sploh ni prepričala. Namreč jasno je, da se s premikanjem volana spreminja stekalni kot prednjih koles. To pomeni, da iz tistega odprtega položaja se na ravninah naj bi kolesa premikala na tisti nevtralni, približno okrog 0 stopinj. Ampak sedaj se moramo vprašati nekaj. Res
koliko je tisti zaostanek v končni hitrosti Mercedesa v primerjavi s Ferrarijem, kateri je imel nekako najvišje končne hitrosti v lanski sezoni. Vzel sem podatke z velike nagrade Italije, ker v Monzi se dosegajo visoke hitrosti, tu bomo najbolj videli to razliko. In nekako primerjal vsem tiste končne hitrosti kvalifikacij in seveda dirke, da bomo intelektualno pošteni, ter dobil nekje razmak med 5 in 15 km/h. Odvisno seveda od dela proge, od kvalifikacij oziroma dirk, ampak tu okrog. Tak sistem, če bi hotel biti neko skrivno orožje, nek sistem, ki daje neko prednost, bi moral po moji osebni oceni dajati 20 km/h višjo končno hitrost, kar pa mislim, da je malce preveč optimistična napoved. Poleg tega, če zmanjšamo ta stekalni kot, to vrednost kota tau, dosežemo nekaj, kar nočemo imeti na bolidu Formule 1. Namreč s tem, ko bomo preveč zmanjšali ta kot, bomo zmanjšali tudi trenje. In to pomeni, hočeš nočeš, da se bojo pnevmatike ohlajale na ravnini še več, kot se ohlajajo do sedaj. Kar pomeni, da bomo kar hitro padli iz tistega optimalnega okna uporabe, kar bo pomenilo na prvem zaviranju ogromno problemov. Ter understeer, nekaj, kar smo že obdelali v drugem prispevku, kogar zanima, ima bližnjico kot ponavadi v opisu. In seveda sedaj je treba tudi mojo interpretacijo, zakaj pa jaz si mislim, da ta sistem, ki je genialen, je tudi uporaben. In če sistem DAS, ta stekalni kot iz tistega recimo navadnega položaja, odprtega položaja še poveča, to se pravi, ne da ga zmanjšuje, temveč ga poveča, kar nam da večji mehanski oprijem na vhodu v ovinek, kar pride izjemno prav pri prehitevanju. Daje tisto možnost, da bolid gre hitreje v ovinek, zavira kasneje in bolj ostro zavije. In tu vidim pri enaki temperaturi pnevmatik, oziroma malo povečani, kajti bil bi v uporabi zelo malo časa, tisto, bom rekel, bistveno prednost, ki jo lahko ima določen bolid pred nasprotniki. Ne gre za neko generalno stvar, ampak za eno majhno malenkost, katera je lahko bistvena, katero se ne bo vedelo praktično v tistem času na krog, lahko se bo poznalo samo malenkostno, a bo sigurno neko orožje pri boju platišča v platišču na progi, na dirki za doseganje zmag. Seveda teoretiziram, kajti ne poznam točnega delovanja sistema, a mnogi izmed nas ga ne, v bistvu ga lahko poznajo samo tisti pri Mercedesu. Zanimivo je tudi dejstvo, da so ga preizkušali na prvem delu tega zimskega prostega treninga samo z najtršo kombinacijo pnevmatik oziroma mešanico pnevmatik, kar nam da vedeti, da hočeš nočeš spreminja temperaturo leteh, zato so uporabili tiste, katere delujejo na najvišjih vrednostih. Kako se bo to odrazilo na tistih mehkejših, bomo še videli. V glavnem upam, da sem odprl novo smernico za konstruktivno debato tudi o tehničnem pomenu tega sistema. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.